Pozdravljeni. Veste, vsako veliko znanstveno odkritje, vse se začne tukaj, v laboratoriju. Ampak preden se zgodi kakršnakoli znanstvena čarovanja, je na prvem mestu nekaj veliko bolj pomembnega. In to je seveda varnost. Danes si bomo pogledali ključna pravila, ki poskrbijo, da vsak poskus ni neka potencialna nevarnost, ampak postane vznemirljiva pustolovščina odkrivanja. In to je res ključno vprašanje, kaj ne? Svet kemije je poln osupljivih čudes, ampak vanje treba vstopiti s spoštovanjem in, seveda, z znanjem. Poglejmo si torej, kako lahko to našo radovednost usmerimo v nekaj varnega, v neverjetna odkritja in ne v kakšne neprijetne nezgode. Dobro, pa začnimo pri čistem začetku. Pri tistem prvem, res najpomembnejšem koraku. Veste, uspeh vsakega eksperimenta se v resnici začne, še preden se sploh dotaknemo kakršnekoli opreme. To je faza priprave. Tisti trenutek, ko postavimo temelje za varno in seveda tudi uspešno delo. Predstavljamo si tole kot 4, recimo, zlate stebre priprave. Prvi steber: delo se vedno začne pod nadzorom učitelja. Nikoli, ampak res nikoli samostojno. Drugi steber: osebna varnost. Speti lasje so nujni, da ne pride do stika s kemikalijami. Tretji: zaščitna očala. Ta so absolutno obvezna, saj ščitijo naše oči. In četrtič, seveda, rokavice. Te so naša prva obrambna linija za kožo pred snovmi, ki bi jo lahko dražile. In če povzamemo, si lahko zapomnimo eno čisto preprosto formulo: orodja, oznake in pravila. To je v bistvu naš kompas, ki nas varno vodi skozi laboratorij. Poglejte, če poznamo pribor, s katerim delamo, če razumemo tiste opozorilne znake in se držimo pravil, potem je pot do odkritja odprta in varna. Pa si poglejmo zdaj vsak del tega našega kompasa malo bolj odblizu. V redu, začnimo z orodji. To niso, veste, kar neki stekleni predmeti, sploh ne. To so naši instrumenti za odkrivanje. Z njimi opazujemo, merimo, ustvarjamo reakcije in poznavanje njihovega pravega namena, no, to je ključ do pravilne in seveda varne uporabe. Recimo epruveta. Verjetno je to najbolj prepoznaven del laboratorijske opreme, kaj ne? Lahko si jo predstavljamo kot neko majhno testno območje. Idealna je za opazovanje reakcij v majhnem merilu, pa za mešanje ali segrevanje manjših količin tekočin. Potem imamo čašo. Čaša je, lahko bi rekli, pravi delovni konj laboratorija. Zakaj? Ker ima ravno dno, je super stabilna, ustnik pa omogoča, da tekočine prelivamo natančno in varno. Uporabljamo jo pa za marsikaj, shranjevanje, mešanje pa tudi segrevanje večjih količin. Seveda, včasih samo prelivanje ni dovolj. Včasih potrebujemo natančnost. In točno takrat v igro vstopi merni valj. Tista merilna lestvica na njem, prav ta zagotavlja, da so naši poskusi ponovljivi in da so rezultati zanesljivi. Tukaj res vsaka črtica šteje. In poglejmo še Erlenmeyerico. Ta je pa res odličen primer, kako je oblika nekega pripomočka popolnoma prilagojena njegovi nalogi. Široko dno je idealno za vrtinčenje, za mešanje tekočin, medtem ko ozek vrat deluje kot nekakšen ščit. In ta ščit preprečuje nevarno brizganje, recimo med segrevanjem ali pa pri kakšnih burnih reakcijah. Dobro, orodja zdaj poznamo. Čas je, da se naučimo še jezika, s katerim se v laboratoriju pogovarjamo o nevarnostih. Ker kemikalije same po sebi ne morejo govoriti, namesto njih govorijo simboli. Tem rečemo tudi piktogrami. In razumeti te simbole, to je absolutno ključno za varnost. Pa si poglejmo nekaj najpogostejših. To so sodobni GHS piktogrami in uporabljajo se po celem svetu. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne glede na to, kateri jezik govorimo, simbol za jedkost vedno pomeni isto. Pazi, uničuje tkivo. Plamen seveda pomeni vnetljivost, loban strupenost, klicaj pa nasplošno opozarja na draženje. So hitra, jasna in univerzalna opozorila. Seveda, včasih se lahko zgodi, da naletimo tudi na kakšne starejše oznake. Včasih so bili ti simboli v oranžnih kvadratih, danes pa so v teh rdeče obrobljenih rombih. Ampak pozor, čeprav se je oblika spremenila, je sporočilo ostalo popolnoma enako. Jedko še vedno pomeni izjemno previdnost, zato je dobro, da prepoznamo obe različici. Torej, poznamo orodja, poznamo opozorila. Čas je za akcijo, za izvedbo poskusa. In tukaj nastopijo tista res najpomembnejša pravila obnašanja. Pravila, ki zagotovijo, da eksperiment ostane pod nadzorom.
Če si je treba zapomniti samo 3 stvari, naj bodo to te. Prvič, laboratorij ni kuhinja, pika. Okušanje snovi, to preprosto nikoli ni možnost. Drugič, ko nekaj segrevamo, je ustje posode vedno obrnjeno stran od sebe in stran od vseh ostalih, kot kakšna izpušna cev. In tretjič, nesreče se včasih zgodijo, ključno pa je, da takoj ukrepamo, vsako razlitje, vsako razbitje, takoj sporočimo učitelju. Tale citat iz uradnega varnostnega načrta pa lepo poudarja, kako pomembno je sodelovanje. Varnost je namreč skupna odgovornost. Učitelj ima ključno vlogo, da prenese znanje o nevarnostih, učenci pa imajo seveda odgovornost, da ta navodila tudi upoštevajo. Poleg teh 3 recimo zlatih pravil pa obstaja še nekaj ključnih navad. Kako preverimo vonj kemikalije? Nikoli direktno, samo previdno pahljamo hlape z roko proti nosu. Kaj če nam kaj pride na kožo? Prva pomoč je vedno enaka, takojšnje in obilno spiranje z vodo. In ja, seveda, učilnica med poskusom ni prostor za malico ali pijačo. In mogoče najpomembnejše od vsega, navodila učitelja so zakon. Ampak pozor, eksperiment ni končan, ko dobimo rezultat. Ne. Končan je šele takrat, ko je laboratorij pospravljen, čist in, seveda, varen za naslednjo skupino. In ta zadnji del je čisto enako pomemben kot vsi prejšnji. Pospravljanje je pravzaprav preprosto, ampak nujno. Kaj to pomeni? Vsa oprema, ki smo jo uporabili, se pomije. Svoje delovno mesto počistimo. Odpadke, sploh tiste nevarne, odvržemo točno tja, kamor nam rečejo. In absolutno zadnji korak, preden gremo iz laboratorija, temeljito umivanje rok. In vse to nas pripelje do enega ključnega sporočila. Varnostna pravila niso neka ovira za ustvarjalnost ali radovednost, sploh ne, so ravno nasprotno, so trden temelj, ki nam daje svobodo. Svobodo za raziskovanje, za eksperimentiranje in za neverjetna odkritja, seveda, brez nepotrebnih tveganj. In čisto za konec, eno vprašanje za razmislek. Z znanjem o varnem delu postanejo možnosti praktično neomejene. Kateri delček sveta še čaka, da ga nekdo razišče? Katero skrivnost narave je mogoče odkriti z enim samim, a varnim poskusom? Ne smemo pozabiti, varnost ne zapira vrat, varnost jih odpira jih v neverjeten svet znanosti. Hvala za pozornost.